Torej, spor bo tako, jaz mislim, da imate v gradivu, spor je med Centrom za socialno delo, ki je tožeča stranka, in urednikom in novinarjem, ki je pač pisal o Centru za socialno delo. Medijsko hišo tudi. In medijsko hišo, dve tožni stranki sta. Skratka, in je, boste vse videli, skozi odvijanje, kakšna je vsebina. Dober dan. Dober dan, pozdravljeni. Dober dan. Dober dan. Pozdravljeni, gordinaristi. Pozdravljeni, gordinaristi. Pozdravljeni, kolegice. Andrej Razri. Pozdravljeni, gospod. Kar naprej. Kar tukaj se usedemo. Najboljš, Tako mi, mediatorji, vidimo radi, da stranke so bližje nam, ker je ta vloga strank tukaj zelo pomembna. Nas je bilo težko najti, ste dobili parkirišča? Ni bilo težav. Ste nas hitro našli, sem vesel. Tako da smo tudi točno, pa da lahko začnemo. Smo peš prišli. Fino, super, to je zdravo, da se človek malo prelufta, pred eno tako mediacijo. Najprej se bomo predstavili. Jaz sem Zoran Hajtnik, sem sicer odvetnik, ampak v tej zadevi sem sodišču pridruženi mediator skupaj z mojo somediatorko in nobene od strank ne poznam, osebno nimam nobenega niti osebnega, niti profesionalnega stika, niti z časopisno hišo oziroma z gospodom urednikom, niti z direktorco oziroma s Centrom za socialno delo. Odvetnike sicer poznam, pač tako, kot se vsi odvetniki poznamo, ampak to je nekako običajno, ker nas je v Sloveniji samo toliko, tako da jaz ne čutim nobene ovire za to, da bi lahko pričeli z delom. Ja, hvala. Moje ime je pa Gordana Ristin. Sem tukaj mediatorka v tej vlogi, sicer tudi sodnica. Kaj to pomeni? Da nikoli v zadevi ne smem soditi, če se slučajno ne bi mogli dogovoriti. To pomeni, da jaz ne smem soditi in tudi ne smem se s kolegi pogovarjati o sporu. Zakaj? Zato, da mirno poveste, kaj si želite in če slučajno ne bi šlo, da veste, da imate tako mesto na sodišču, kot bi imeli sicer. Odvetnice malo že na videz poznam, ampak nič takega, kar bi bilo treba še dodatno povedati. A vi se poznate med sabo, tudi vidva ali ne še? Ste se prvič zdaj srečala? Ampak vem, poznam gospod. Jaz gospoda ne poznam. Aha, dobro. S gospodom se nisem srečala, s kolegico se pa na sodiščih srečujejo, kot pa tudi vi. Drži, Se bomo pa danes malo spoznali skozi pogovor. Vi pa za začetek, preden bi začeli z delom, bi vprašal stranke, ste že kdaj bili v kakšnem postopku mediacije? Poznate, kako to poteka? Poznam način. Vi poznate, vi? Ne. Vi ste prvič? V vsakem primeru, torej tudi če stranka pozna ali pa ne, mediatorji vedno pojasnimo, kako poteka postopek, že zato, da se dogovorimo o našem načinu dela, ko vsak mediator lahko tudi deloma na svoj način zadevo zapelja. Tako kot veste, ko ste dobili od sodišča povabilo, da se pridružite mediaciji, je mediacija prostovoljen postopek. In ta prostovoljnost pomeni, da ste tukaj zato, ker ste se vi tako odločili in vsak trenutek ste tukaj prostovoljno oziroma ko ocenjujete, da to za vas ni več dobro, da vam to ne ustreza, lahko svoje soglasje umaknete. Prostovoljna mediacija pa tudi v tem aspektu za naju mediatorja, zato ker tudi midva lahko umakneva soglasje. To narediva takrat, kadar ocenjujeva, da v mediaciji stranke ne delajo več korakov naprej k iskanju nekega sporazuma, ampak ko vidva, da bodisi da so dolg časa stranke na nek način okupane, da se ponavljajo iste zgodbe ali pa celo, da bi se napetost povečala med strankami, to pa ni cilj mediacije, takrat pač tega ne pustimo in potem mediacija nekako bi morala biti varen prostor in to si bomo midva z Gordanom prizadevala, da bi naredila. Mediacija je ekonomična, to pomeni, da imamo na voljo v tej zadevi pač 3 mesece in v teh 3 mesecih bi morali zadevo dokončati. Mi si bomo zadevo prizadevali še prej dokončati, to pomeni načeloma to traja srečanje ali pa 2, včasih dlje, včasih manj, včasih se že na prvem srečanju zmenimo, bomo videli, kako to je. Potem imamo pa še zaupnost, to je pa zelo pomemben segment mediacije in sicer zato, da se lahko varno pogovarjamo, da lahko odložimo te svoje obrambne mehanizme, ki jih ljudje v konflikt prinesemo. Zakon predpisuje, da vse, kar se v mediaciji pogovarjamo, kakršnakoli stališča so izmenjeni, kakršnikoli novi podatki so podani, so zaupni in da teh podatkov ne smete prenašati izven tega prostora mediacije.
To pomeni, kar boste vi ali pa vi tukaj nekaj novega zvedeli, to ostane samo za mediacijo, o tem ne morete govoriti niti v javnosti, niti na sodišču ne smete teh podatkov uporabljati, niti izven tega mediacijskega prostora. Ta zaupnost tudi naju veže, tudi midva, kar bo zvedela, bo ostalo z nama. Tako kot je že prej Gordana povedala, ne bo v zadevi, če ne bi bila mediacija uspešna pri sojenju, nikoli se pogovarjala s sodnikom in tudi mi ne smemo tega raznašati. Če več, zaupno je tudi to, mi bomo delali tudi na ločenih srečanjih, to pomeni, da počasih se pogovarjamo z eno stranko posebej, pa potem z drugo stranko posebej in kadar vi želite nama kaj zaupati, kar je za vas pomembno, da samo med nami ostane, da druga stranka tega ne zve, nas upozorite, oziroma midva tudi sama preverva in potem midva to zadrživa zase. Midva tega ne preneseva nasprotni stranki. Sicer lahko vse preneseva, kar je koristno za mediacijo. Ja. Boš kar ti še dopolnila mogoče o plačljivosti same? Ja, veš kaj, tukaj imamo pravzaprav pri okrožnem sodišču, čeprav imamo tudi to brošuro, sva pokazala, to je pri okrožnem sodišču in zato je pravzaprav, ker je še tožen gospod novinar, osebno je pravzaprav civilni spor, tako da 3 ure imamo zastonj, potem pa je plačljivost, in 17 evrov na uro približno vsaka stranka plača po 3 urah in potem za sestavo poravnave še 100 evrov. Tako da neke stvari bomo tudi morali podpisati, in tudi to seznanitev glede plačljivosti je treba podpisati. Midva ne poznava nobenega, sva rekla, in delala bova v korist obeh strank. Zdaj pa še, mogoče kaj je to mediacija, Ja. Je neformalni postopek z neko določeno strukturo, kjer nevtralna tretja oseba, to sva midva, mediator, skuša pomagati strankam, da vidva najdeta tisto rešitev, ki je za vaju najboljša. In seveda ne odločava, nikoli mediator ne odloča. Če se dogovorita, gremo k sodniku in pri sodniku podpišeta sodno poravnavo, ki velja tako kot sodba, tako da imate izvršilni naslov. Če ne, pa greste nazaj, kjer je bil spis po vrsti že prej, tako da nič ne morete zgubiti, ne boste zgubila vrstnega reda, enako bo sodišče obravnavalo. Tako da, a so bila midva dovolj jasna? Kakšno vprašanje? A potem danes končamo vse, ali kako? Če bo šlo, zakaj pa ne? Če bo šlo, bomo videli. Ko smo se pripravljali na mediacijo in sva vaju klicala, sva takoj povedala, da bo najmanj 2 uri trajalo. In hvala, da ste si vsi vzeli čas najmanj 2 uri. Potem pa bomo videli, lahko preložimo, ni nujno, kakor bo kazalo. A je še kakšno vprašanje? To so pomembna vprašanja. In potem, ko se dogovorimo, če se dogovorimo, sej ne vem, a potem pa podpišemo že danes poravnavo? Ja, imamo pri okrožnem sodišču v Ljubljani je dežurni sodnik, zato in takoj lahko gremo k sodniku in podpišete sodno poravnavo. Če ne, pa se pravim, če ne, pa nič hudega. Če ne bi jaz kar prosila, da tele izjave o zaupnosti podpišemo, to določa zaupnost, ki je kolega Zoran povedal, že zakon, sicer pa še nekako prosimo, da se še zavežete s tem podpisom. In tudi mediatorja podpiševa, pa bi prosila mogoče najprej kolegica odvetnica. Hvala lepa. Tudi mi se podpišemo, pa tudi druga stranka. Tole je pa soglasje, da v primeru, če ne rešimo v 3 urah, da smo vam povedali, da je plačljivo 17 evrov na uro bruto. Hvala lepa. Zdaj zapišemo še ta obrazec, da se ve, da je sedaj ura 13, ob 13 smo začeli, datum je pa 6.11. Pa še ta podpis, potem bomo še zaključek, kajti to se potem obračunava v primeru plačila, da imamo vse to izkazano.
Najprej rečemo, da ni formalen postopek, potem vas pa sekiramo s toliko podpisi. A ne? To je pač tako, če karkoli je plačljivo. Kaj pa v samem postopku, Zoran? Ja, torej sam postopek, tako kot je Gordana povedala, kaj je mediacija, jaz bi pa predstavil, kako poteka. Tako tudi učimo sicer, oziroma se učimo, ko smo mediatorji, da je mediacija sestavljena po nekih posameznih fazah. In sicer te faze potekajo tako, da najprej mediatorji pojasnimo potek postopka, to ravno kar delamo, to pomeni, da zaključujemo počasi to prvo fazo. Potem je druga faza, kjer so uvodne izjave strank. Mediatorji nas zanimajo, kako stranke vidite zadevo, in želimo pač, da nam neovirano, to je nama zelo pomembno, neovirano poveste v nekaj minutah, kako vidite. Ponavadi je to kar nek napet trenutek, stranke težko zdržijo, mi dva apelirava, dajmo se potruditi, da ne bi takrat v tem uvodnih izjavah si skakali drug čez drugemu v besedo, pa tako naprej, ker mi dva potem težko peljeva sam postopek, takrat, kadar vi stranke včasih prevzamete stvari v svoje roke. Potem pa sledi temu ena faza raziskovanja, tam je pa potem več prostora in za vašo debato, pa tudi midva takrat začneva spoznavati ozadje sporov, kaj so stvari, ki so vam pomembne. In prosim, ne se še takoj začeti pogajati. Tako, to je pomembno. Ja, ljudje včasih kar skočijo, zdaj pa takole ali pa ne bo nič. Nama morate dati možnost, da midva slišva, da vas razumeva, da vas začutva. Potem pa, ko bova dosti razumela, bova pa začela tudi midva sprašati o tem, kako vidite možnosti, da bi se dogovorili. In potem, pri uspešni mediaciji, tako kot ste že opisali, se zadeva bodi si zapiše, če je pa neuspešna, pa ugotovimo, kaj smo vse s tem dobili, pa dava napotke za naprej. To je mogoče o samem poteku mediacije, pa še to, naša služba spremlja, koliko smo mediatorji vam postregali z koristnim oziroma nekoristnim pri samem mediacijskem postopku, to na koncu vam bova razdelila tudi vprašalnike in boste, prosim, pol te vprašalnike izpolnili in vrnili službi za alternativno reševanje sporov, so anonimni, ni treba nič izpolnjevati oseb, samo toliko, da lahko potem statistično sodišče obdela podatke o samem zadovoljstvu strank oziroma odvetnikov v mediaciji. A je še kakšno vprašanje, karkoli, kar lahko pojasnimo? Ne? Potem vaju sprašujemo, zakaj gre pri stvari. Kdo bi prvi povedal? Predlagam nekaj tožeča, ki nekaj hoče od nas. Ja, prav. Mislim, tako, mi smo se za mediacijo pač odločili, ker nam je pomembno, da zadevo čim prej rešimo. Pač zaradi dejanj časopisa, urednika, ki je pač tle prisoten, je bilo oblateno ime Centra za socialno delo. Mi mislimo, da je to popolnoma neupravičeno. Posvetovali smo se z pravnimi strokovnjaki, povedali so, da z takim pisanjem, kot je bilo v tem primeru, je omadeževan pogled Centra za socialno delo in pač mi smo se sicer pripravljeni pogovarjati, ampak zelo tako v omejenem obsegu, to že moram povedati, ker mi vemo, da bomo pač v sodnem postopku zmagali. Absolutno. Z naše strani je pomembno to, da je članek napisan tako, kot da gre za popolno gotovost. Ni omenjeno, da se niste ničesar pozanimali na centru, dejansko je bralec dobil napačen občutek in to je zelo nepravilno. Ker tako je, zdaj pa če še malo v sami zadevi, pa v tej družini, v kateri so pač na Centru za socialno delo pisali. Ja. Pomembno je, da v bistvu bi se časopis potrudil in razumel delo Centrov za socialno delo. Mi ne moramo kar predrveti, pa kar vzeti otroka. Ta otrok je bil star 3 leta. Mi smo vedeli, da ima mlade starše. In smo se trudili s to družino, ampak ne moramo pa kar prideti in otroka vzeti. To ne gre tako. Potem bi pa kontra pisali. Bi pa pisali, da smo otroka vzeli. Tako da, lejte, pač mi smo pristali na mediacijo predvsem zato, da pokažemo dobro voljo, da smo se pripravljeni pogovarjati, ampak več kot to pa pač moram povedati, da so pač moji sodelavci na centru, ki se trudijo, ki delajo, ki so preobremenjeni, ogorčeni zaradi takega pisanja. Neupravičenega. Kot lahko že vidite iz tona glasu moje klientke je prizadeta, razžaljena in to upravičeno in dejansko bi vi morali po kodeksu novinarske etike preverjati
Upozoriti bi mogli bralca, da objavljate praktično govorico, nepreverjeno informacijo in tega niste storili. In mi smo prepričani, da imamo dobljen primer. Okay. A lahko mi? Smo mi dva? Sam trenutek. Jaz bi rad sam povzel, da vidim, če vas dobro razumem. Ja? Pravite, da želite zadevo hitro razrešiti, da ste v mediacijo šli kot nek znak dobre volje, ne pa znak, da se morate zmeniti, ker veste, da je zadeva vaša upravičena do konca. In ste rekli, da je s takim neupravičenim blatenjem bilo omadeževano ime Centra za socialno delo. In da so vaši sodelavci, ki so utrujeni in se zelo trudijo, da so zaradi tega zelo prizadeti. In da v sami zadevi, da ste vedeli, da je otrok 3-leten in ste spremljali družino, ampak da ne morete kar tako priti po otroka vzeti. Ker če ga kar tako vzamete, bojo pa pisali, da ste spet neupravičeno otroka vzeli. Ja? In odvetnica je pridala k temu, da je bil članek napisan, ne da bi se pri CSD preverilo, kaj je, in da je bilo napisano kot neko gotovo dejstvo in da zato vi verjamete, da je to nepravilno in da boste uspeli. Absolutno. Je to to? Ja. Okay. Hvala. Sam to, da sem preveril, če jih razumem. Glede, če dovolite, bi jaz začel. Naš časopis je osrednji slovenski časopis. Ima naklado 100 000 izvodov in še vedno raste. Zakaj to poudarjam? Zato, ker smo te rezultate dosegli s tem, da informiramo naše bralce, informiramo slovensko javnost z objektivnostjo, nepristranskostjo in resnico. In ta informacija, ki smo jo dali, po mojem trdnem prepričanju, je bila objektivna, nepristranska in resnična. Mi smo dobili informacije z terena. Mimogrede ne povem, mi dobimo o takem in drugačnem, beri slabem delu centrov za socialno delo dnevno informacije, ampak ta informacija je pa izbila, ta dogodek je pa izbil sodu dno. Namreč, bili so opozorjeni na centru, da sta oba starša narkomana, džankija, kot se reče po domače, da je otrok prepuščen samemu sebi in tudi soseda, ki je bila naš glavni informator, ga niti ne skrivamo, je šla večkrat na Center za socialno delo opozoriti, da ne vendar nekaj naredijo. Veste kaj, vprašali so jo pa, a se ona vedno zanima za družine drugih, a se zanima za dogodke v tujih družinah. Na ta način so ji povedali zelo hladno, da ne vtika nos tja, kamor ne sodi. Torej, mi absolutno trdimo, da nismo zavajali javnosti, da naš članek ni bil senzacionalističen in seveda lahko takoj povem, nobene odškodnine ni časopis pripravljen plačati, niti objaviti kakršnega koli upravičila. Jaz sem pristal na mediacijo samo zato, ker je naša odvetnica, ki ji zaupamo, seveda povedala, da je to nek postopek, kjer morda lahko na tak miren način dopovemo tožeči stranki, da ne umakne tožbo. A lahko še jaz zdaj dodam? S tem se imamo kaj pogovarjati. Sam trenutek, mi razumeva, da je tole hudo, a veste, vedno je od začetka tako. Normalno je, veste, ko nimate najlažje zadeve, da je malo hudo. Ampak poskušamo poslušati, potem pa spet vi, samo še kolegica pove, potem pa spet vi. Mogoče še enkrat, absolutno naši stranki zavračata plačilo vsakršne odškodnine in upravičilo. Zakaj tazga ni nobene pravne podlage, noben element odškodninsko-pravne obveznosti ne obstoji v tem primeru. Še enkrat, članek obravnava temo v javnem interesu, gre za izredno pomembno, družbeno pomembno temo glede suma opustitve dolžnega ravnanja javnega organa, glede varovanja koristi otroka. Se pravi, to je tudi osrednji sporočilni namen tega prispevka in ne gre za nobene govorice. Novinar je ravnal z vso potrebno skrbnostjo. V članku gre za navedbo o mnenju gospe, ki je sama neposredno zaznavala dogajanje, namreč otroka je peljala v bolnico potem, kar se je dogajalo, in ne gre za pisanje v govoricah. Sodna praksa v takih primerih je popolnoma jasna, v takih primerih prevlada pravica do svobode izražanja. Jaz imam s sabo 3 oziroma 4 zadeve Vrhovnega sodišča, jih lahko tukaj dam, ki to potrjujejo. Tako da mi smo pristali, kot je rekel že gospod novinar, mediacijo za to, da bi nekako na nek civiliziran, hiter in sporazumen način to rešili, ne pa, da bi plačali kakršnokoli odškodnino ali pa, da bi se opravičevali.
Lahko sam še nekaj. Glejte, tole Oprostite, sodna lahko sam še praksa. nekaj dokončam. Zdaj smo mi, prostite, gospa, Takoj, zdaj smo mi na takoj vrsti. bomo. Torej, naša tajnica je dvakrat klicala na Centru za socialno delo, da bi dobili pred izidom članka izjavo gospe direktorce. Niti enkrat jo ni uspela dobiti. Morate pa razumeti, da mi ne moramo en mesec čakati, da objavimo. Mi pa ne moramo novico čakati, staro. da nas Članek je napisan v skladu z vsemi standardi, a ne, tako da to tukaj ne bomo. Da boste vi klicali. Da vidim, če sem jaz vas prav razumel na tak način, da preverim, če smo dobro se slišali. Ja? In sicer pravite, smo velik in vpliven časopis zato, ker ne pišemo senzacionalistično, ampak zaradi tega, ker informiramo, pišemo objektivno, nepristransko resnico in pravite, tudi v tem primeru je bila zadeva enaka, ker ste dobili informacijo s terena. In pravite, da sicer dnevno dobivate informacije z terena glede CSD-ja in da ste bili na to bolj pozorni, da tukaj je pa sodu izbilo dno in da ste to pisali zaradi tega, ker sta bila starša narkomana in vas je soseda obvestila, ki je potem je tudi odvetnica rekla, otroka peljala v bolnico in da niste pisali neke senzacionalistične stvari, ampak da ste pisali mnenje, ki vam ga je soseda povedala in pri tem še dodali, da so zraven še vprašali sosedo, če se velikokrat vtika v življenje drugih. Pravite, da ste poskušali navezati stik s Centrom za socialno delo, dvakrat poklicali, vendar pri tem niste bili uspešni. In pravite, ne zavajamo in zaradi tega nismo pripravljeni plačati niti odškodnine, niti nismo pripravljeni se opravičiti, smo pa v medijaciji, ker bi se radi civilizirano dogovorili in ker nas je tako podprla odvetnica. Je to približno, kar ste Odličen rekli? gospod mediator, točno tako ste. Vi ste pa rekli, odvetnica, enako, da ste v medijaciji zato, da se na civiliziran način razrešite brez mogoče odškodnine Nobene odškodnine pa opravičila, ste rekli, ja? Ampak pravite, da po vašem mnenju sodna praksa kaže na to, da ravnanje časopisne hiše oziroma gospoda urednika ni bilo nedopustno in da tukaj ne more iti za kakršnokoli odškodnino, ste dali tudi neko sodno prakso in judikate, kar je bilo pa meni pomembno, je bilo pa pomembno to slišati pri vas, ko ste rekli, pisali smo zaradi koristi otroka. Ste to rekli, to pomeni, kar je vas skrbelo. V javnem interesu. Kar je vas skrbelo, ni bil interes nekako obračunavati, ampak vas je skrbel otrok, ki je v resnici bil pač odpeljan v bolnico. Tako. Je to, kar ste rekli? Temu v javnem interesu, absolutno. Kako pa vi vidite to? Kakšne koristi otroka? Lepo vas prosim. Otrok je medijsko stigmatiziran zdaj. Kodeks Društva novinarjev Slovenije v 3. členu določa, da mora novinar pri upravljanju informacije, ki vsebuje hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo. 2 klica na CSD, mi smo preobremenjeni. Poskušati pridobiti odziv in to smo mi pridobili. Piše se v mnenju, kolegica. Poslušamo se v medijaciji, Ja, poslušamo se, ampak mi smo to že povedali. No, tole pa zdaj je postalo nekoliko burno, kar moramo povedati, da je v tej fazi normalno, ni zdaj to nekaj nenormalnega. Velikokrat se v medijaciji takole kaj dogaja. Tako da razmišljava medva pravzaprav, kako bi naprej in a bi še kaj povedali do konca, absolutno. če ne bova midva prosila Seveda bi na povedala. določen Jaz sestanek. še nisem dokončala, ker me je pooblaščenka novinarja, urednika prekinila. Kršil je strokovne standarde, kot sem navedla ta 3. člen. Informacije zadevajo praviloma v istem prispevku se morajo te informacije objaviti. Če to le mogoče, sicer mora pa biti naknadno to popravljeno, še da danes niste tega popravka naredili, niti opravičila ne želite dati. V kakšnem interesu otroka vas prosim? Otrok je medijsko stigmatiziran, gre za majhno jasna, v takih primerih, kot je konkreten, prevlada pravica do svobodnega izražanja. Kolegica, prosim, preglejte sodno prakso. Te judikate ste dali odgovor na tožbo, so neoprobljivi v konkretnem primeru. Potem pa prosim pokažite, vi dokažete s drugim. Pozornosti, prosim. Medva sva zdaj izgubila rdečo nit, kaj pravzaprav se dogaja. Jaz moški imam težavo, ne znam 2 naenkrat poslušati, sem čist zbegan, kaj ćemo narediti. Jaz mislim, da bi bolj, če gremo na ločena srečanja, bom lažje poslušal pa sledil, pa vas razumel, ker takole imam res težave. A bi kdo mogoče? Kdo bi prvi ostal? Nismo do besede nismo prišli. Ampak ni v redu, pa boste vi pol... Glejte, samo nekaj bi še jaz Vršina, vrstno vas bomo tudi vprašali. Gospod mediator in mediatorka, jaz pač ne zaupam njim, A to, kar se bomo tle pogovarjali, da ne bodo jutri pa pisali o tem. To pa ne. To je smešno. To pa že izjavo o zaupnosti. To so pa res želitve. Če bi lahko povedali, da res ne boste pisali. A bi lahko pomirili direktorco, pa bi rekli, glejte, saj smo podpisali, pa res ne bomo pisali. Malo se mi zdi za malo, da bi mogel nekaj tako evidentnega, razumete,
Jasno, da ne bomo pisali. Ne boste pisali. Ne? Absolutno ne bomo pisali. In mi To je smo samo prednost nekaj tega še povem. postopka. Ne? Oprostite, mi smo objavili, oni so dobili inšpekcijo, seveda zaradi tega svojega dela in rezultate inšpekcije, pa karkoli si že mislimo v njih, smo objavili. Kdaj? In kaj ste napisali? Napisali smo Ja, napisali ste nas prošel. Center za socialno delo je imel inšpekcijo in gotovila je, da je vse v redu. Ja. Niste opisali konkreten primer, niste naredili navezavo na prejšnjo objavo. Ne, odstavili je tudi pojasnilo, kaj se dogaja z Zdaj se pa otrokom. vrtimo. Direktorica, mi nismo Zdaj se glasilo vrtimo. Centra za socialno delo. Glejte, Ne, vi govorite, da ste v javnem interesu. Dobro, Meri, dobro, res dobro. ima Ima pravico do dostopa do medijev, ker si Zmanjšali vi želite. Ne moreva obeh To bilo pa na poslušati. prvi- na prvi strani časopisa. Ne morava Okej. obeh poslušati. Zadnja stvar, ki sem jo Ja. sledil, je, da se nekako vi s težavo, ampak strinjate, da boste drugi, ker ste vedno drugi, ste rekli. Očitno. In potem so neke informacije mi spet pripravile, ki spet nisem razumel. Tako da jaz bi vaju prosil, če lahko vidva Tako. počakata, pa kad se mi zmenimo, bomo pa zamenjali, boste pa vidva not Kličemo, prišla. Greva kar ven? Ja, A ne, ja, zunaj prosim, je ja. avtomat za kavo, ne, si lahko kavo vzamete ta čas. Bo pa trajal malo, ne. Dobro, zdaj ločen sestavek je, to pomeni, a ne, kar slišva, lahko prenašava, kar je koristno za mediacijo, razen če rečete, tega pa ne. A ne. In seveda vas sprašujemo, povejte zdaj prosto, a ne, zakaj gre. Glejte, vi morate razumeti, ne, da Center za socialno delo se pač trudi po vseh močeh. Pri nas je zelo malo zaposlenih, pokrivamo zelo veliko območje, imamo kar veliko problematičnih družin. In taki članki, kot so to, a ne v bistvu povzročijo nam ne samo stigmo v našem okolju, ampak še dodatno delo. Potem smo dobili inšpekcijo, kar pomeni, da smo poleg birokratskega dela, ki je itak pretežno, čeprav bi se v resnici morali ukvarjati z ljudmi, smo se ukvarjali še z inšpekcijo, ki je seveda vse pogledala in vse ugotovila in pač ugotovila, da nismo mi v postopku ravnali popolnoma nič narobe. Poleg tega, a veste, Ja, kako je to odmevalo zdaj pri vas v službi? Čeprav to, da je inšpektor ugotovil, da je vse v redu, to je ugodno, ne? To ni slabo. Pa tudi to, da so objavili. objavili so tako na pol. Ampak vse veste, kako je to. Kad te enkrat polijejo gnojnico mediji, je konc. A ne? In pač moram vam reči, da ne, jaz sem tudi osebno kot direktorica, kot oseba Ja, prizadeta in povejte. užaljena. Ja. Res, to je zelo namerno. Jaz pač tej svoji službi posvečam pretežen del svojega delovnega dne, več kot 8 ur. In ravno zdaj imam kandidaturo, a ne, za ponovno, ker trenutno sem vršilka dolžnosti direktorice, ker je pač v teku razpis, mandat mi je potekel, ampak veste, pač odločevalcev o moji poziciji ne zanima to, kar je inšpekcija ugotovila, zanima jih to, da je v časopisih pisalo, da smo mi pustili 3-letnega otroka narkomanu. Nobenega ne zanima, kaj je v resnici bilo, koliko smo mi na tem delali. Če bi pa otroka vzeli na prvo žogo, bi pa pisali, da smo otroka vzeli. To ne bi bil salen primer. Veste, smo v pad poziciji, a ne, in to je, temu se treba enkrat dopreti. To, da si mediji domišljajo, da lahko pisarijo karkoli hočejo, pač ni prav. Ampak prosim, to Ja, a to želite, da bi zase... Ja, kandidature pač ni treba povedati, Dobro. ker bo jutri tak članek, ker ima čez nič ne verjamem. Dobro. Okay. Kandidatura je zaupna, smo rekli, to Ja. ostane za nas. Ok, v redu. Ja, tako, ko vas poslušam, si predstavljam, a ne pravite, več kot 8 ur, večino delovnega dne vlagam, a ne, se trudim, veliko območje, problematične družine, a ne, že tako je samo po sebi težko, veliko birokracije, a ne. In pol bi nekako si želeli, da, a ne, pa še inšpekcija, pa še več dela in namesto, da bi na nek način prepoznali vaš trud, a ne, da vas osebno prizadene in vas boli, da vas ta trud za manj, da vas pol pulijejo, pa toliko enega truda pa dobrega dela vloženega. In da ne pišejo o tistih dobrih stvarih, ki jih naredite, ampak da pišejo v takih stvarih, kjer pravzaprav ste spremljali. A ne? In so ugotovili, da ste vse v redu naredili. To. Ja. Kaj pa je bilo s tisto sosedo, ko oni toliko vlečejo ven? Ejte, pač mi, se veste, kako so Slovenci, a ne? Zdaj, sosedi so lahko tudi zelo namerni.
Pač, vse, ko dobimo mi klic sosedov, vse gremo tja, vse smo šli preveriti. No, kako je bilo? Ja, pač, naši delavci so šli pogledati to družino, pač, videli smo, da sta zelo mlada starša, ni bilo znakov, da bi zdaj pač bila nedva zadrugirana, tako kot so pisali. Niso pač, bili mi. Ja, mislim, gledajte, mi nismo jemali vzorcev, a ne? Pač, na pogled je izgledala družina pač mlada, zdaj urejena, pač toliko urejena, da mi nismo šli v neke ukrepe, smo jih pa spremljali. Vse smo imeli občasne pač preglede tam, pa smo šli pogledati, a ne. Zdaj pač takrat očitno je bil otrok bolan, tudi ne vem, a ne, zakaj, če je bil toliko zelo bogi, zakaj ni rešilca poklicala ta soseda, a ne. Vse so pol, kakor Ona piše v časopisu, ja, bolnica. Sama pripeljala, a ne. Tako da, gledajte. Vas pa takrat ni klicala ta soseda, ko je našla tega otroka. Ba je, da je bil na hodniku vročičen sam. Ni klicala na center. Mene osebno ne, pa tudi moji sodelavci so, noben ni rekel, da je klicala. In pol vi ste to izvedeli iz časopisa v bistvu tole. Ja, ne, sej potem smo seveda, ker je bil otrok v bolnišnici in je potem pač bilo itak pisano drug dan, tretji dan smo seveda potem šli v vse te naše ukrepe in preverjanja in tako naprej. Kaj pa je zdaj z otročkom? Ja, zdaj smo ga v bistvu vzeli, smo ga dali v drugi družini, kar potem se je izkazalo, da pač starša sta res odvisnika. Aha, ste v rejniški družini je zdaj otrok. In kako mu gre? Ja, zaenkrat je v redu. Zdaj zdrav je, pač vse veste, 3-letni otrok, tudi če so razmere katastrofalne, so to še zmeraj njegovi starši in je pač navezan na njih. Kakršnakoli je že ta družina je navezava na primarni subjekt, tista, ki je pač za tega otroka, za njegovem bistvu dobra. Seveda pa potem, ko ga mi vzamemo iz tega okolja in damo v rejniško družino, je to za otroka stres. In zdaj, to so mejni primeri. Zdaj, če bi bil otrok pretepen in ne vem kaj, potem seveda bi mu bilo lažje. Tle je bilo v bistvu samo, da je bil zanemarjen. In zdaj je pač šel in pač tam se počasi navaja. Mojo stranko je res prizadel, ker je vložila toliko truda in njeni sodelavci, so slabo plačani, vsi so preobremenjeni in res se trudijo, potem pa nek novinar nekaj napiše, brez da bi preverjal, kaj je res. Praktično iz ulice, od soseda pograbi informacijo in naredi bombastičen članek, center pa ni naredil nič. To sploh ni resnica, slišal ste direktorico. In to nas res boli. Kako jih pa ustaviti? A lahko poveste, oni so velika medijska hiša, toliko kapitala imajo. Mi smo pa brez sredstev, z malo kadri in se trudimo za stvar. Kakšna korist otrok? To je manipulacija z mediacijo, a veste? Ja, vidim, obi dve razmišljata v bistvu o tem, da oni lahko pišejo, kar hočejo, ustvarjajo mnenje in sta obi dve na stališču, da je to treba enkrat ustaviti, da zdaj pa dosti. In mi nismo več vedeli, kaj, mi smo mogli to vložiti. A veste, sedijo pa tukaj, v postopku so, poslušajo vas. Ne vem, meni se ne zdi, da bi prav zelo namerno prišli v postopek. Jih bomo vprašali, pa se z njimi pogovorili. Ampak tako, si veste, da pol te, če so obravnave naprej, oni lahko pridejo pa pišejo še v tem primeru. Tako da je že prav, da tukaj ste in da se skušate pogovoriti z njimi. Tako da bomo poskušali. Ja, dokler imate tako voljo, da se tako lepo pogovarjamo, je zadeva v redu, Ja, bomo videli, kam nas pripelje. Jaz pa razumem, da je pa vaše delo izjemno naporno, da je odgovorno, da je enkrat tako, in da se, ko se je treba včasih odločati, ni preprosto. Nazadnje je inšpekcija pokazala, da ste ravnali pravilno, po drugi strani pa otrok je bil v bolnici, odveden, in oni so o tem pisali. Tako da bomo videli zdaj, kaj oni pravijo in kako bomo zapeljali naprej zadevo. Je pa fajn, da ste prišli, ena in druga stran. A še kjerkoli? Rekli smo, zaupna ostane pač informacija o vaši kandidaturi. A je še kakšna druga stvar, ki želite, da ostane med nami? Ne, ampak to pač nekaj. To pa sva si zapisala in razumela. Ok, prav pol pa vaju vabim, da vedve zdaj malo odzum počakata, pa da še se z njimi malo pogovorimo.
A je bilo dolgo? Ne, Ne, ja, sej. kava ni ne vem kaj, ampak Ja, koristila pa je malo, ne, tako. Zdaj tudi vam povem od začetka, ne, da naš ločen sestanek je videti tako, da lahko prenašava vse, kar je koristno za mediacijo, razen če vi poveste, tega pa ne povedate. Ne. Ampak seveda najprej nas zanima, zdaj ko smo sami, ne, kako vi zadevo vidite. Mogoče glede tega očitka, ne, da novinar ni vprašal CSD-ja in je bil članek kljub temu objavljen. To je že prej gospod novinar povedal, da temu ni bilo tako, da smo skušali ta kontakt doseči, kar nam tudi kodeks nalaga, ne da ga dosežemo, ampak ga skušamo. Poleg tega, kar je zelo pomembno, bil je kasneje objavljen tudi članek o tem, da je bil zaradi konkretnega primera s tem otrokom na CSD-ju izveden inšpekcijski postopek in da je ta pokazal, da ni bilo nepravilnosti, se pravi, da CSD ni ravnal nasprotju z zakonom. Bilo pa je tudi v tem prispevku posebej navedeno, da otrok je zdaj v rejništvu pri neki rejniški družini in da so starši žal zdaj na zdravljenju zaradi odvisnosti od drog. Tako da te očitki tega našega vira očitno pijejo vodo. Neki, ta soseda je povedala, kaj pa je ona povedala, ko je prišla k vam? Ona je povedala, ona je bila razburjena. Povedala, da videva to družino in kaj se z njo dogaja že dalj časa in da je večkrat šla upozoriti na center, kjer je bila hladno zavrnjena še s tem malo ironičnim vprašanjem, kaj se vtika v tuje zadeve. In seveda mi nismo mogli ostati neprizadeti pri temu, smo odreagirali in glede, ne glede, koliko se vidva truta, jaz spoštujem in sodišče in mediatorje, ampak mi bomo šli do konca, mi bomo šli na ESČP, če slučajno, kar mislim, da se ne bo zgodilo, ampak pri teh sodiščih naših slovenskih se marsikaj zgodi, mi gremo do konca. Res, ampak se tudi sama verjetno veste, praksa je tle zelo korist pravici do svobode tiska, tako da... Ja, tu se sorte mi tle ne odločamo, hvala Bogu, jaz ne vem, kako bi se odločila v taki zadevi, tako da tudi tistih sodb ni treba še zaenkrat te objektivizacije kazati. Naj bolj tako zanima, kaj se je zgodilo, kaj je bilo in seveda, kje so pravzaprav vaši interesi skupaj, ker to, da ste prišli sem, pa kaže neko dobro voljo in pripravljenost. Ali tako vedno pridete? Glejte, gospa mediatorka, če sem čisto odkrit, moj interes in naš interes je sam, da bi se to čim prej končali. Mi nimamo časa, da hodimo na sodišče, mi vemo, da to traja leta in leta, mi bi seveda si želeli, da se to zaključi. To. Zato ste tukaj, da bi čim prej dosegli neko rešitev tega spora. Seveda ne pa rešitev, ki ne bo vsebovala plačila neke odškodnine, ker jim absolutno ne gre. Tudi ni, če preberete objektivno tale tekst, vidite, da ni ničesar žaljivga. Ničesar žaljivga. In tudi nič resničnega, ker je pač res povzeto to, kar je gospa povedala. Gospa je pa sama to neposredno zaznavala. Oni tako to vidijo, če spremem zdaj njihovo tako prenest, da je to bilo večkrat, da je bilo rečeno, da je večkrat ta hodila soseda, pa nikoli, da svojega dela ne opravijo v redu. Tako so oni to dojeli. Vemo, oni so reagirali šele, ko iz bolnice so dobili poziv. Pazite, šele takrat, ki je bil otrok že bolan, ne vem kaj vse imel, šele takrat so se oni zganjali. Mislim, to je pa za eno tako inštitucijo, ki je del naše socialne države in ki bi mogla biti prva, ki bi reagirala, ne pa po enim 10 opozorilih šele reagirala. Veste, to javnost ima pravico, da to ve. Pa se davkoplačevalci plačajo toliko in toliko za to. Pravi, zdaj ne vem, kolegica, to bi bil dokazni postopek, se vemo, kako je to. No, ona pravi, da je večkrat, da so pač bili pri teh starših, da so naredili te oglede in da ona dva mlada nista bila videti prav zadrogirana in da je bil videti otrok v redu, tako izpovedujejo in da češ ta inšpekcijski nadzor je to pol pokazal, se veste, oni si vse to beležijo, vsak obisk družine, in tako izpoveduje, kot češ se smo vse naredili, kar se je dal.
Ampak ko ste vi klicali k njim, koliko ste bili vztrajni, da bi dobili njihovo informacijo? Meni je tajnica povedala, da je najmanj dvakrat, je rekla najmanj dvakrat. Jaz pač nimam časa, jaz pisam članke, hodim po terenu, da bi še klicaril. Je rekla najmanj dvakrat, da je poskušala dobiti, pa so rekli, da je zasedena. A veste, ko pripravlja novinar, prispevek tudi nima neomejeno časa, ne? Ampak pač ima en krajši rok in potem pač ne dobi odziva, ga ne dobi in to navede, ne? A smem samo še nekaj reči? Lejte, rezultat tega dogodka je sledeč. Oba starša sta v komuni, kjer se zdravita od odvisnosti, otrok je pa v reji. Torej, že ta rezultat pove, da je bil članek umesten, nujen in resničen. Ko sodi, pa tiste ne. No, pa to, kar zdaj oni trdijo, da so naredili vse BP, je v tem drugem prispevku tudi pojasneno. Tam pač povemo, da je inšpekcijski postopek pokazal, da je bilo vsakršno njihovo ravnanje v skladu z zakonom. Jaz vaju poskušam razumeti, in tako se mi zdi, pa me popravita, če se motim. Logika pravzaprav vas, kot avtorja oziroma hiše časopisne je ta, da mi smo poskrbeli, da je končno ta otrok prišel v varne roke, zdaj se moramo pa za nekaj takega zagovarjati. Točno to. A je to to? Ja, točno to. To je bistvo te zadeve. In si predstavljam, da pravzaprav je popolnoma nesprejemljivo, da bi se pogovarjali o odškodninah pa opravičilih, če ste pa nekaj dobrega naredili. Da ste malo porinili CSD, da se je izganil, pa hkrati zaščitili otroka. Točno. A je to to? Je. To je to. Super. Zdaj, kokarkoli vas absolutno razumem, bi pa želel, da sam za en delček, samo za trenutek, to svojo zgodbo lahko malo odložite, pa poskušate razumeti ta drug pogled. Ne se strinjati, samo razumeti. Ta drug pogled je takle, oni pravijo takole, gledajte, mi imamo veliko področje, malo ljudi, zahtevno birokratsko delo in če otroka ne vzamemo, smo v medijih, pa če otroka vzamemo, smo v medijih. Kokarkoli naredimo, na nek način smo izpostavljeni enim strahotnim pritiskom in nobeden ne vidi, koliko res velike energije. Direktorica je rekla, da praviloma dela večino delovnega časa. To pomeni, ne tistih 8 ur, ki je služba pa gre domov, ampak da več delajo. Da so sodelavci zelo zagnani, da velike energije vlagajo. In da pravzaprav, da se to ne vidi, da se piše samo o nekih napakah, ki to tudi konec koncev niso, če inšpektorat ugotovi, da niso. Ne glede na to, da ste vi dobro delo naredili, da je bil otrok prej poskrbljen in oskrbljen, kakor bi bil, če bi tega ne napisali. Zdaj pa mene zanima, na kakšen način vi vidite pravzaprav to njihovo zagato, ste lahko v stiku s to njihovo zgodbo? Ne pravno, pustimo pravno. Ne pravno, ne z judikati, človeško. Ja, jaz razumem, da seveda, če imaš zelo visoko mnenje o sebi, da si potem pri najmanjši kritiki prizadet. Ampak, glejte, časopis ne piše o tem, da ljudje v javni službi opravljajo svoje delo v redu. Zato so plačani. Mi naših bralcev ne zanima to, ta in ta je opravil svoje delo v redu. Ne, mi moramo paziti, mi smo pes čuvaj, da takrat in se takrat oglasi ta pes čuvaj, ko je narejeno nekaj narobe. In to smo mi naredili. To je naša funkcija. Gotovo je to vaša funkcija. To jaz se strinjam, ta obveščanje javnosti, to je vaša osnovna funkcija. Ampak veste, kaj ona je povedala in tudi zelo prizadeta, reagira. Ste videli, ona je prizadeta, ona ni zdaj hladno, da reče vse v redu, ne bom, nič me ne zanima. Ona pravi, ko je pa kaj dobrega. Velikokrat vzamemo otroka, opravimo svoje delo, pa noben nikoli nič ne poroča. Toliko delamo za javno dobro in nikoli nič dobrega od CSD-ja. To zdaj ne vem, nikoli nismo nič napisali. To že ta drugi prispevek naš izključuje, ker je pa pač korektno pojasnjeno, da so naredili v tem primeru vse v skladu z zakonom. Inšpekcijska služba. Inšpekcijska, ja. Da bi sami od sebe poiskali recimo kakšen zanimiv primer, pa za prikaz dela CSD-ja kaj.
Vem, sam se veste, to že malo tako zveni po nekim PR službi za centre za socialno delo. Mi od njih pričakujemo, da delajo dobre stvari, ne? Ampak smo pa pozorni, če naredijo slabe. Vam se zdi normalno, da CSD dela dobro? Ja, a ne? ja, to se mi Jaz se strinjam tudi z vami. Oni morajo delati dobro, v javnem interesu, a ne v interesu ljudi. In seveda vi morate skrbeti pa za to, da če kaj ni v redu, da se to objavi. Ne? Ampak če pa je kaj bilo kakšen tak primer, recimo, ko ona pravi, odvzeti je bil otrok, smo opravili svoje delo, a ne? To je pa tudi zanimivo, tudi za javnost. Se strinjam, sam bi moral biti na nek način obveščeni, a veste, zdaj v zvezi s tem pa nismo dobili nobene informacije. Do nas ni prišlo. To je pa problem, ne, centrov za socialno delo. Oni ne smejo reči, vzeli smo malega Janeska ali pa malo Marijo staršem za to pa za to in smo s tem rešili otroka. Saj veste, morajo ščititi največjo korist otroka, anonimnost, nobenih teh stvari ne sme biti. Oni vas ne morejo o tem obveščati, da bi vi to zvedeli pa prišli k njim pa pisali. V konkretnih primerih ne morejo, ne? Ne. Tako da je tle za razumeti obe strani. Ampak gospod mediator, so oni pokazali zdaj, da mi zdaj ne zgubljamo preveč časa, da smo pa še kolegi. A so oni pokazali kakšno pripravljenost za... Seveda bi oni sploh radi v bistvu. Ja, oni so tukaj, pogovarjajo se in si želijo nekega dogovora. Sam seveda smo še prezgodaj, da bi do tega prišli. Morajo pa še malo vprašati od njih naprej, če bi vi recimo tudi razmislili o kakšni varianti. Zdaj pravo pustimo ob strani, ampak če bi pa vi bili na tej strani, a ima ona kolegica kakšen argument ali ga nima, kaj mislite? Zdaj, pravni, pustimo, sicer ne bomo sodili, ampak zdaj, mi lahko rečemo, da sicer smo vedno odprti za poravnavanje z nekimi nedenarno satisfakcijo, pa ne mislim upravičila. Lahko se naredi kakšno pojasnilo, kakšen prispevek, a ne? V tem okviru smo vedno zelo odprti. To se verjetno strinjate, ne? Tako da mogoče na tem področju bi lahko najdel kakšno skupno točko. Nikakor pa ne opravičilo ali odškodnina. Če ste se pogovarjali o možnostih, da bi se dali kje ste? Vprašati. Kaj od tega bi medva, zdaj moramo medva tudi z njimi spet govoriti, da vidimo, ampak kaj od tega bi smela prenesti? Kar se meni tiče vse lahko, nič tazga ni. Dvene stvari, ne zaupna sam za nas. Jaz mislim, da bi bilo fajn, da se malo še zamenjamo, pa da se še enkrat malo pogovorimo. Lepo prosim. Da tudi malo razmislite, če vidva najdete še kakšno mogoče rešitev, zdaj, ko sta malo več zvedla od CSD-ju, kakor prej. A to lahko lepo. Midva pa tudi lahko. Ja. A smo, dolgi pa je težko zunaj počakati. Malo je mraz. Redo. A je še kaj novega, ker ste se pogovarjali, nimava še zdaj kakšnih rešitev, da bi iz klobuka jemali, to je še prezgodaj. Če mogoče kakšna dodatna misel se zdaj, ki sta v zunaj bili utrnila ali pa kaj dodatnega? Ne vem. Veste, mene to žalosti. Kdo bo še hotel v javnem sektorju delati? Piše se sam tisto, kar je za nič. Nič pozitivnega se ne napiše za nikogar. Ne za centre za socialno delo, ne za šolstvo, ne za zdravstvo, ne za sodstvo. Tako da, jaz ne vem, jaz mislim, da je tudi temu treba enkrat narediti konec. In mislimo, zunaj smo še se malo pogovarjali, mi dve imava od zadaj inšpekcijski nadzor, ki je pokazal, da smo delali vse v redu, tako da mislimo, da bomo spor zmagali, ker drugače tega ne bo konc. Mi pa se nimamo časa z novinarji ukvarjati, a veste, mi
pri vsaki zadevi, vsako družino, ki se ukvarjamo, če gre na dan za njo, recimo 1 ura v stiku, da smo pri njih, pa se z njimi pogovarjamo, in na to še 3 ure birokratskega dela, pisanja poročil, obrazcev in tako naprej. Poleg vseh, seveda, tistih čisto administrativnih opravil, kar se tiče socialnih transferjev in vse to, kar ima Center za socialno delo za pristojnosti. In tega se nič ne vidi. Jih ne zanima, koliko tisoče zadev mi letno obravnavamo. In, ne vem, Kaj pa morate vse narediti pred enim odvzemom otroka? Zdaj sicer to po novem prenešeno na sodišče, ampak ko ste rekli, da so bili taki primeri, pa je bila vaša pristojnost. Kaj je bilo treba vse ugotoviti, recimo, predno je to vse šlo? Najprej je treba seveda, da se v okolju zazna, da je z nekim otrokom narobe. Zdaj to na različne načine. Zdaj, če čist mičkan dojenček, potem v bistvu hodi najprej babica, pa vidi, pa nas potem zdravstvo obvesti. Če je v vrtcu, otrok, potem vrtci opazujejo, pa vidijo, če kaj narobe, nas vrtec obvesti. Lahko seveda tudi sosedje in tako naprej. Če je v šoli, nas šola obvesti. In potem, ko v bistvu mi dobimo to obvestilo, se moramo napovedati, ne moramo kar potrkati, pa reči, da bomo opravili preiskavo. Se pravniki, veste, kako to gre. In potem seveda spremljamo družino. Mi jo spremljamo, opravljamo razgovore, pridemo pogledati. Seveda, v spredju je naša svetovalna funkcija. Mi svetujemo, mi nismo neki Ampak če je kaj hudega, takrat pa morate, ne? Če je pa kaj hudega, potem pa seveda moramo speljati postopek za odvzem, zadati v rejniško družino, ampak glejte, to je zelo občutljivo. Mi smo se pred 3 meseci pa opekli, nismo se opekli, se je izkazali, da je bilo pravilna odločitev, da smo otroka odvzeli. Ampak spomnite se še bolj odmeven primer. 2 leti se je samo o tem pisali, da je Center za socialno delo neupravičeno vzel otroka, pa so pozneje postopki pokazali, da to ne drži čisto. Pa so pol kaj pisali o tem, da je bilo to ne, potem samo rečejo, da odločitev, ne vem, sodišča je bila taka. Ne rečejo, Center za socialno delo je naredil prav, je naredil dobro, je izpeljal vse postopke. Je to hudo, ne? To jih ne zanima, v bistvu, in moram reči tako, moje sodelavke in sodelavci, ki se za majhen denar trudijo, ne take denarje, kot jih imata medijska hiša in odvetnica, nimajo več volje delati. Se veste, tudi ni vse v materialnem smislu, človek tudi zadoščenje za svoje delo rab. Vsi rabimo, da nas kdo kdaj pohvali, da reče, res dobro delate. Tega več v Sloveniji ne doživiš. Dejansko ste rekli, da se prenaša na sodišče, ampak vi morate vedeti, da Center za socialno delo vse pripravi, vse preverja in še celo predloge vlaga in še celo mora hoditi na sodišče, kar je še bistveno več. In mi nimamo kadra za to, vsega za tako plačo ne moramo dobiti. Moja stranka je praktično res v težki situaciji in da se dodatno mora ukvarjati, če s tem medijsko gonjo, če se tako izrazim, ji jemlje dodatno energijo in tudi motivacijo, praktično želi kandidirati še enkrat, ampak ima pa intimno tudi že pomisleke, ali bi to bilo smiselno se toliko izpostavljati. In tukaj je samo negativna plat prikazana. A veste? Eno stvar bi tako vprašal, ko vas poslušam. Razumem ta problem, da v resnici vsi rabimo pohvalo, tudi jaz jo rabim, to se mi zdi zelo človeško. Sprašujem pa se, tako recimo, a imate občutek, da je tukaj prav posebej samo Center za socialno delo izpostavljen, imate občutek, da se recimo drugače o sodiščih lepš piše, pa da pišejo, kako ugodno sodbo je, ne vem, sodnica Ristinova napisala, ali pa v policiji, da kako so dobro intervencijo naredili, ali se vam zdi pravzaprav, da je to samo vprašanje enega stanja duha v javnosti? Ne, jaz sem prepričana, da je to stanje duha, ampak temu je treba enkrat narediti konec. In vi verjamete, da boste v tem postopku to dosegli? Ja. Ampak veste, nekaj vam moramo zaupati, tudi rekli so, da lahko vse preneseva. Oni so rekli, ker so malo to izpostavila, to negativno skozi pisanje, pa nikoli nič pozitivnega o teh težkih primerih, ki ste jih vi omenili. In so rekli, da pravzaprav vi jih nikoli nič ne obveščate medijev o tem, kar dobrega naredite. Kot češ, pa se so sami krivi, da niso obvestili nas nikoli. Imamo zaupnost podatkov. Vi veste, da delamo z mladoletnimi otroki, da nas vežejo zelo strogi predpisi o tem odprtih postopkih. Moja stranka, gospa direktorica centra, ne more govoriti. To seveda ne. In kako ne predstavi pozitiven primer. Vsak primer je skoraj v Sloveniji prepoznaven, se vemo, ko smo majhno okolje in
dejansko imamo tukaj zelo omejene možnosti. Mislim, tudi ne vem, kaj je v bistvu za njih pozitivno, a to, da vzamemo otroka ali to, da pustimo otroka. Pa jaz pravzaprav mislim, da to vi najbolj veste, a ne, v teh zadevah. Vi ste, a ne, strokovnjaki na tem področju. Mene bolj zanima, kako bi zdaj mi prišli skupaj, da bi vi lahko imeli priložnost to predstaviti javnosti, to svoje delo. Za njih je pozitivno večja naklada, saj so prej povedali, da so velika medijska hiša. So nam zaupali, ne, to lahko preneseva, da pravzaprav nikoli jih nič ne obveščate, ne o dobrih, ne o slabih in da oni morajo pol na te informatorje računati in na take stvari. Enostransko na njih računamo. Pa pustimo ta primer, ne, če zdaj govoriva recimo Tako nasploh je pa treba razumeti verjetno medije, raziskovalni novinarji pač sami ustvarjajo zgodbe, ampak tisto, kar pa ni raziskovalnega novinarja, kar je informiranja, pa če dobi informacijo, jo objav, če pa nima, kako ne jo pa objav. To mora preveriti gospod mediator. Ne govorimo o konkretnem primeru, govorimo o tem splošnem stanju dolga. Oni pač pravijo, ena temeljnih nalog, to vsi vemo, je biti watchdog, oziroma pes čuvaja. To zelo zares vzamejo, tudi v vašem primeru, pač se zelo sklicujejo na to svojo vlogo. Ta druga stvar pa je to splošno informiranje, pa se, če nimaš informacije, verjetno ni težko razumeti, da jo težko objaviš. Ja, sam, če oni tam sedijo v svoji pisarni, pa čakajo na sosede, ko jim bodo prišle informacije nositi, to si pa jaz nisem novinarstvo tako predstavljala. To je isto, kot da bi mi na Centru za socialno delo v pisarni sedeli pa čakali, da se bodo otroci sami doma poštimali. Pač morajo malo na teren iti. Ja, ne vem, no. A bi vi lahko pri tem na kakšen način pomagali? Ja, gledajte, mi hočemo, da se naše delo predstavlja objektivno. No, to je zdaj skupen interes, želja in interes. Oni tudi želijo, da se objektivno predstavi delo. Kaj pa ta teža vašega dela? To jaz večkrat sem slišala zdaj danes z vaše strani. Nihče ne upošteva teže našega dela, noben nas nič ne vpraša. Koliko je težko, koliko je velik dela, koliko napora vlagate? Ja, seveda, pač jaz mislim, da je prav, da javnost bi vedela, kaj v resnici centri za socialno delo delajo v posameznem postopku, ki so tako občutljivi. Ne, nisem mislila konkretno. Kaj pač je treba vse narediti, preden se mi odločimo, kaj bomo z neko problematično družino naredili, katere procedure vse, koliko svetovanja, koliko v bistvu čustvenega angažmaja. A veste, to so težke zgodbe. Moji ljudje so izgoreli. Poleg vsega administrativnega, ki ga imamo z socialnimi transferji in tako naprej. In seveda zdaj še servisiranjem sodišč. Priprava predlogov, Ja, seveda. Pa tudi naroki na sodiščih, pa vse to. To sploh ne vem. Zdaj morate še hoditi, zdaj po novem, še to. Nimajo sredstev, nimajo kadrov. Sploh ne vem. Ja, nima vsak CSD pravnika, to boste morali še rešvati, No, ampak to željo slišva, Ja, skupen interes po objektivnem informiranju o delu Centra za socialno delo, Ja, ker oni so tudi povedali, če bi imeli podatke, pa to bi pisali, Sam oni, če grdo prenesem, so rekli, ja, vi nimate PR-ja, vi ne poveste nič, A vi ste pripravljena v to, ker prej ste mi rekli, da nočete z njim nobenih opravkov več? Ja, gledajte, kako se je prej obnašal, Ja, veste, to, da v medijaciji vsak svoje interese, zato sva vas malo ločila, da vas takole v miru poslušamo eno in drugo stran. Niso pa oni, veste, tako, da bi pa na sodišče do bridkega konca. Saj nam ni za denar v resnici, Center za socialno delo, kaj ćemo mi, Samo pač mi smo hoteli jih udariti, tako kot so oni udarili nas. In to je razumljivo. In pač njih udari denar, nas pa udari ugled. In zdaj pač, če njih denar boli, se lahko o drugih stvarih pogovarjamo. Dobro. Ampak, brez da, ne vem, se zavežejo, da ne bodo več tega počela, ali da karkoli, pa pač mi ne moramo pristati na umik tožbe, tako kot so predlagali. To pa pač ne moramo pristati. Mogoče ne bi bilo treba tožbe umakniti, bi mogoče videli, če se lahko kaj dogovorite, še kaj,
ker na to ne bomo pristali. Jaz ne morem službo politi. Ja, ker me razumljivo. sodelavci čakajo in me bodo vprašali, kaj si naredila. a ne. Pričakuje, da boste zaščitili institucijo, ki jo predstavljate. Ja. Razumljivo. Ampak veste, zelo je to pomembno. Vi ste rekli, nam ne gre za denar, nam gre za ugled, a ne? In da se naše delo predstavi in da se nas sliši. Oni so po drugi strani tudi rekli, mi ne bi nič plačali. Ne? Torej, denar ni več v igri, če tako rečem. Denar je zdaj padel ven. Ne? Oni si pa želijo tudi, ne, da informirajo javnost in opravijo svoje delo. A veste, kako je rekel urednik na začetku? Je rekel, njim je velika vrednota, sem si prav napisal, objektivnost, nepristranost in resnica. A ne? In če bi imeli možnost, a ne, da bi te vrednote udejanjali še z druge plati, bi bilo to mogoče vam zanimivo? Mislim, jaz pač vam moram reči tako, ne vem, če mu lahko verjamem. A ne? Pač to, da on reče, objektivnost pa resnica, pač resnica v tem primeru ni bila takšna, kot so jo zapisali. Ja, Mogoče bi pa odvetnica vprašala, če bi se tak dogovor sklenil, v katerem bi se okvirili neke podatke, a ne, ki bi jih lahko CSD spravil v javnost kot nek balans, a bi vi uspeli zaščititi svojo stranko v tej smeri? Ampak seveda v tem primeru pa ne smemo pisati. V konkretnem primeru ne moramo pisati, to sem jasno, dejansko je, da bi bilo dobro, tudi za sam funkcioniranje centra za socialno delo v obstoječem okolju, da bi dejansko bilo, a veste, napisan, naprimer, kakšno vašo delo, kaj morate vse narediti na splošno, na nekem primeru, da bi ljudje videli, koliko je to garanja zadaj, da ni samo to, a se odločite, a vzamete otroka ali ne. To je skrajni ukrep, vzeti otroka biološkim staršem. To je skrajni ukrep. Pred tem sledijo vsi blažji ukrepi in to bi bilo smiselno predstaviti. Sam absolutno moramo mi točno preveriti, kaj bodo pisali in če ste vi pripravljeni, da si ponovno pridobite zaupanje, jaz o tem vidim nek smisel, sploh, ko ste rekli, da vam ne gre toliko za denar, to smo že prej tudi se pogovarjali. Tako da dejansko bi bilo smiselno, čeprav jaz ocenjujem, da bi to tožbo seveda dobro, kljub temu, da so oni specializirani za medijsko pravo. Pustimo to sojenje. To je pač zdaj dogovor včasih prinese stvari, ki jih tožba ne more, a ne? Se strinjam, ne. Ja. In če bi tudi v bodoče, tukaj jaz vidim pa res, tako veste, direktorca koristi za vas, če bi v bodoče se odrekali taklim klevetaškim načinom pisanja, pa da bi več sodelovali, bi bilo za vašo inštitucijo tudi boljše. Ja, v bistvu na nek način, zdaj to on reče, dvakrat smo vas klicali. Pač mi tega klica nimamo zabeleženega, mi ne vemo, pač na centru nas je veliko zaposlenih, zdaj ne vemo, kdo je ta klic prevzel, če je že bil, a ne. Da se mogoče tudi neka pot ustaljena, preverjena informacij naredi. Kako bi pa vam ustrezali? Ja, v bistvu mi smo leta 2020, elektronska pošta obstaja, a ne. In oni tudi morajo razumeti, da ko komunicirajo z javnim sektorjem, da temu tako rečem, a ne, pač nimamo mi svojega PR-ja, tako majhni CSD-ji, pa še tudi velike inštitucije, ne, da bomo isto sekundo skočili, a ne, in da pač lahko počakajo en dan mogoče, a ne. Pošljajo elektronsko pošto, a ne, na uraden naslov in potem bomo mi odgovorili v roku 24 ur, če ne bo vikend ali pa dela prosti dan vmes, a ne, in nekako bodo dobili odgovor. Ali oseben, ali ne pa po telefon, tajnice, klice. Nekoga klicati, ker pač smo na terenu, na sestankih, na kolegijih, mi ne dežuramo ob telefonu. No, to je zdaj zelo zanimivo, kar sem slišala. Tako da... Jaz bi predlagal, da mogoče še enkrat z njimi naredimo ločen sestank, pa se malo tudi njih še potipava v tej smeri. No, sam pač povem, da umika tožbe ne bo. Dobro. Seveda, umika tožbe kar tako pravte ne bo. Kar izvoli. A je kakšen podatek, da ne želite, da ga poveva? Jaz bi sam še vprašala, kje mi dve dobiva zagotovilo, da bo res tako objektivno pisan, pa dobro namerno, ne? Ker moja stranka je zdaj prizadeta, to morate razumeti, ne? In verjameva in vidva. Torej, zagotovilo jaz predlagam, da če je mogoče ta smer rešitve tudi za njih sprejemljiva, da se potem o tem pogovarjamo, kako to zagotoviti. Zdaj, v tej fazi pa ne preverjamo, če je bilo za vas dobro, pa če je bilo za njih to dobro, veste, mogoče je za enega to še sprejemljivo, za enega pa ne. Ne bomo videli, kaj bo oni rekli. V redu. Ja. Zelo dobro. Ok. Spet vas moramo prositi.
skupni interesi. Prej greva. Oši. Ves skozi, a ne? Mal selimo. Ja. Ampak se premika, zadeva se premika, to je dobro. Veliko hitreje kot na skupnem sestanku. Ja, lažje se poslušamo pola, ne? A sta odzuni se kaj pogovarjala, imate kakšno novo idejo, stališče mogoče do enih takih idej, ki so se prej rojevale? Zdaj, mogoče, če vi poveste še, kaj je bilo kaj novega na prejšnjem ločenem srečanju. Tudi bova me pa zanima, kako Mi, da so se pač pogovarjala, tisto, kar so že na koncu prejšnjega najinega ločenega srečanja rekla, ne, da smo odprti v okviru te nekih prispevkov, morda o predstavitvi njihovega dela, o načinu dela, ne. Ne finančni. Tako, absolutno ne denarni neki obliki. Ja, dobro novica je in to lahko preneseva, njim ne gre za denar. A ne? Oni so najbolj prizadeti za ta ugled. Ne? Ko češ, vse smo v redu naredili, se je skazalo, kasneje pa so nas tako grdo predstavili. Oni ta ugled želijo nekje popraviti, ne vztrajajo pa na denarju ali kaj tasga. To jim je pa pomembno. Ne? In če bi zdaj predstavili, kar bi se lahko recimo zdaj pogovarjali o predstavitvi dela CSD-ja v časopisu, kako bi to bilo? S tem, da v konkretni zadevi so še enkrat povedali tisto, kar smo mi že vedeli, ne morajo v konkretni, ampak nasploh o delu in o prizadevanjih in o težavah. Kar se tiče konkretne zadeve, mi nismo za to, da bi se pisalo o konkretni zadevi, ker o tem smo že povedali, je en prispevek bil in je povedal, da pač s tem inšpekcijskim nadzorom ni bilo nič, njihovim delom ni bilo nič narobe. Tako da mogoče, če že nasplošno o tem, da predstavijo, kaj delajo, kako delajo, koliko nalog imajo, s čim so obremenjeni in tako. To verjetno bi šlo. Kaj pravite? Če bo moja odvetnica mi svetovala, bo mogoče za to. Pa se vam zdi, da bi bilo to zanimivo za javnost, ki se sooča, zdaj pa je odzet otrok, pa ni odzet otrok, da bi to utegnili biti za javnost zanimivo. Ne v tem primeru. Ampak pod kakšni pogoji lahko sploh pride do odzema otrok? S čim se mora Center za socialno delo soočati? S kakšnimi informacijami, včasih tudi dezinformacijami se srečujejo? Kje so njihove težave, kje so njihovi uspehi? A to se vam zdi, da bi utegnili javnost zanimati? Morda bi. Pa zdaj je sprememba zakonodaje, zdaj je to prišlo na sodišča, pa bi lahko center pojasnil, kako zdaj poteka delo, recimo, če gre za odvzem otroka. To bi bil lahko en krajši informativen prispevek, da bi ga dal jeseni naši pripravnici za napisati. Mogoče lahko bi tudi naredili kakšen intervju z direktorico, če želi pojasniti, mogoče v zvezi, kaj novi družinski zakonik prinaša za centre, to je zdaj zelo aktualna tema. Nič pa v konkretnem primeru. Ne, se tudi oni ne želijo, oni se zavedajo. Ki krajši intervju, to mislim, da ne bi bilo težava. Kaj pa, če bi njih skrbeli, recimo, kaj bi pisali o tem, a veste, da je to zaupanje med vami, nekako se moramo o tem pogovarjati, kako spostaviti zaupanje. Oni si, bomo spet kaj grdega pisali. Mi jim ne bomo dali v avtorizacijo, ali to pričakujejo. To je zelo nenavadno. Jaz sem pa že, ko sem imela intervju, zahtevala, pa ne vem, če celo ne z vašega časopisa, ne vem, če jaz ne vidim, da bi bilo kaj narobe. A ne, kolegica, avtorizacija je normalni del dela novinarjev. Z pravnega vidika ni to problem, Veste, pri zelo prizadetih ljudeh imamo mi slabe izkušnje, ker oni polka preberejo intervju, pa vidijo, kaj so povedali, pa bi ga na nov napisala, veste, to pa ne gre. Vas skrbi, da bi se tekst popravil v smeri promocije? Ja, točno to. Pa bi se pol v tej skrbi vaši tudi pogovorila, pa da bi zbalansirala, to pomeni, da ne pristajate neke promocijske tekste, pač pa neke informativne, take, ki pač podajo informacije o delu
o novih razmerah, ki jih zakonik prinaša. In to danes ne, o zaključimo. pristojnosti Če bi in se to načinu zmenili. dela. Če se zmenite, bi šli pol takoj lahko k sodniku in to poravnavo zapisali. A ne? Samo morate se še lahko zmeniti. Ja. Prav, Jaz bi pa polkar predlagal, če še njih povabimo, seveda. pa jaz potem kratko strnem, kje so Prosim. skupni interesi, a ne, pa vidimo potem na kakšen Čeprav se način jeste bi- pol včasih, ko se zmenimo, zdaj se vi veste, kolegica, za poravnavo, ne, včasih je Bomo kar hudič v skupaj. majhnih podrobnostih, tako da moramo biti še strpni do konca, čeprav vidim ne, rešitev in se veselim tega. Ja, zelo lepo nam gre, napredujemo, ampak nismo še do konca, tako da bo kolega najprej povzel vaše skupne interese. Torej, kar sem zdaj slišal in se mi zdi, da so skupni interesi, me pa popravite, če ne, a ne, je, da pravzaprav oboji imate interes, da se objektivno pa resnično poroča o delu Centra za socialno delo. Vi ste na začetku to rekli, a ne, da je to vaša skrb medijev in vi tudi želite, da se a ne, objektivno poroča. To pomeni ne samo tiste stvari, ki bi bile domnevno slabe, ampak tudi tiste, ki so dobre. To pomeni, imamo objektivno poročanje o delu Centra za socialno delo. To je ena stvar. Druga stvar, ki sem jo slišal kot skupno, ne, v vsem tem, ki smo se pogovarjali, je bila pravzaprav skrb za tega otroka, ne, v tem problematičnem članku. Ali pa če tako rečemo, ne skrb za otroka kot tacga, ampak skrb sicer za vse otroke oziroma za tiste osebe, ne, ki so deležne po družinskem zakoniku posebnega tretmaja. A ne? To je bila druga taka skrb. Skrb za otroke in osebe iz 6. člena družinskega zakonika. Ja, okay. Naslednja skupna točka, ki sem jo zelo močno čutil, je pravzaprav nobenemu ne gre za denar. Tako. Vi ste rekli, nam ne gre za denar, vi ste rekli, mi ne bomo plačevali, ker ne gre za denar, ampak oboji hočete sporazumno zadevo razrešiti. Brez denarja. Vam pomeni hitra rešitev neki, vam pomeni pa rešitev, v kateri se bo tudi na nek način predstavil Center za socialno delo tudi s tistim svojim rednim, pozitivnim delom, kaj je. Ne? To pomeni brez denarja, pa sporazumna rešitev. In hitro. In hitro. Ja? To pomeni rešitev brez denarja, sporazumno in hitro. Sem še kakšen skupen interes pregledal? Ja, pravzaprav smo se pogovarjali o tej novi zakonodaji, a ne, tle je pravzaprav skupen interes vseh, da se javnost informira o tem, kako zdaj poteka po družinskem zakoniku, a ne, ta ukrep odvzema otroka, kaj imate vsi vi za pripraviti, a ne, za sodišče, vi pa seveda želite javnost informirati, kako bo po novem, ne, da ljudje vedo, kako je ta postopek zdaj urejen. A je to to? Je to to? To pomeni informacija o novem družinskem zakoniku. Ja? Oziroma delu, ki... Pa ne samo to, če bi lahko dodala Ja. tudi to, smo mi govorili, da bi se delo Centra za socialno delo moje stranke predstavili na pozitiven način. To smo... Ne To je samo objektivno Objektivno poročanje. poročanje, ne? Tudi tako zelo pozitivno. Ne, Ne, mi Tukaj smo to proti reklamiranju. Mi smo Ne gre za proti reklamiranju. Mi smo samo za objektivno poročanje. O predstavitvi dela, ne pa o reklamiranju. No, ampak zdaj Reklamiranje se moramo, potrebujete vi, saj ste vi na trgu. se moramo vprašati, Sam- kaj je Reklamiranje objektivno CSD-ja. poročanje. ZSD-ji Sama, mi ne kaj je dosežemo za vas- reklamiranja. Kaj je za vas objektivno poročanje? Dajmo se o tem pogovoriti. O tem, Ali da se reklamiranje. predstavi Ja. način dela, Ja. k kateremu je zdaj CSD po novem družinskem zakoniku zavezan. ne? Dobro. Ne, mi nismo mislili to. Kako pa? Ne, mi smo rekli, da objektivno poročanje pomeni to, da se naše delo pokaže v celoti. Ne Dobro. se zdaj samo to, kar se bo, pač se zdaj ta trenutek dogaja. Tudi to, kaj v bistvu je, recimo, en delovni dan na Centru za socialno delo. No. A ne? To Kaj je se mi zanimivo, delamo, objektivno, a ne Pač, reklamiranje. Ne, da zdaj pač samo Dobro, to je vlečemo ven drugače, tiste ja. primere, ki so pač v vaših očeh ekscesni in tisti, ki naklado dvigujejo. A ne?
Ne, ampak objektivno, ne? Ja, en Objektivno, vaš da pač delovni dan, a recimo, ne? ali pa ne vem, a ne, ali pa tipične delavke za socialno delo, kaj se ona mora narediti? Da preden, a ne, se lahko odloči, a bomo otroka vzeli ali ne. V bistvu o tem otroku se pogovarjamo, kot da je blago. A veste, na centru za socialno delo je hudo. Naši ljudje so izgoreti od teh zgodb, ki jih prenašajo. In potem se pa tako piše o njih, a ne, in glejte, a veste, tudi to smo se pogovarjali, da nekako pričakujemo korektno sodelovanje medijev, da se na korekten način pozanimajo o tem, ne, če za nek primer zvejo s ceste, da pač Ampak gospod mediator, zdaj smo spet na začetku. Zdaj smo spet na začetku. Nekaj novega je prišlo, pa nisva prenesla, se upravičujem. Čakajo pri nas, a ne, kaj se je zgodilo. In da lahko mi pripravimo odgovor in povemo. Ja, nisva namreč prenesla, to nam je, a ne, gospa direktorica zaupala in nekako, da povemo, da si želijo drugič, lahko bo še kdaj prišlo, ne, do nekako poročanja, da bi to informacijo ne preverjali tako, da kličete tajnico na CSD njeno, ampak da bi preko maila zastavili njej to vprašanje. Vam osebno ali Se to pač na CSD, ne? Na nek mail, ne? In potem pravi 24 ur imamo časa po zakonu, da odgovorimo, ne, na takole informacijo, na tako vprašanje, ne? Ker pravi, direktorica pravi, mi imamo zelo veliko dela na terenu, sestanke imamo, a ne, ni nas, a ne, in včasih pač ne moramo, ne, in tak CSD, to veste sami, oni nimajo PR službe, ne, še večji sistemi nimajo vedno PR službe in ne morejo zagotoviti odzivnosti, kakor jo recimo lahko zelo veliki sistemi, kakšne korporacije ali pa ministrstvo ali pa, a ne. No, ampak v kakšnem takem izjemnem primeru, kot je bil to, ne, ki je pač starši, narkomani pa otrok majhen, prepuščen sam v bolnici, prepuščen sam sebi, je pa le se najde kakšno osebo, da bi na centru kaj povedala novinarju, ampak pustimo, da nam zaostrovali. Mi nismo pač dotična oseba, ni prišlo. Ampak, kakor jaz razumem, mi se zdaj ne pogovarjamo, kako bomo naprej. Če se ne nismo rekli, da pristajamo na prispevek. Spet se vračamo nazaj, ne pa o tem, kako bomo naprej sodelovali. Mediacija, ne, če smem narisati, malo, da pogledamo, ne, tako vizualizacija, ne. Če smo zdaj tukaj, a ne, v tem trenutku, mediacija, zdaj se pogovarjamo, kako bo šlo naprej, a ne? Kako boste uredili to zadevo za naprej. A ne? Seveda, sojenje se pa nujno ukvarja s čim? Ne z budućnostjo, ampak s preteklostjo. Ne? To, če bi sodili, bi skozi tole vse te boleče točke spet odpirali, ki tudi zdaj vi še malo odpirate. A ne? To, da mediacija gre, da se pogovarjamo to naprej, kaj treba vse urediti, da bi se ta zadeva rešila. To pa pustimo, ne, tega ne bi za nazaj odpirali. Ne. Če pa bi bilo treba soditi, bo pa seveda se vse to odpiralo. Ne. Tako da jaz predlagam, da se rajš pogovorimo, kaj bi bilo treba v tem, kaj bi to bil intervju. Sam ne vem, če dovolite, če gospa direktorica ne vem, če razume, kaj je to aktualnost informacije. To ne vem, če razume, ampak da ne bom zaostroval jaz, bi rad vedel... Kako vi ne razumete, kaj je delo za družino? Ja, jaz bi rad vedel, kako si gospa direktorica predstavlja, da bomo prikazali en dan v delu Centra za socialno delo. To bi rad slišal. Sam ena stvar pred nadaljujete, ne. Zdi se, a ne, takole, ko ste skupaj, a ne, se zdi, kakor da kako je pravzaprav, ne, vse čist drugače, kakor ne smo pričakovali. Ja? Ampak, moj pogled je na ta, a ne, da vam bi bilo sprejemljivo, da vi objektivno poročate o delu Centra za socialno delo. Ja? To smo že rekli. Ja. In vam bi bilo to blizu. To pomeni, tle se nam nakazuje nek prispevek v obliki, ne vem, intervjuja, česarkoli se boste dogovorili in sfrizirali, ne, kam vidva sama, ni najni interes, da prenaša vse podrobnosti informacij, to jaz verjamem v vaše kapacitete, da jih imate, da če imate željo, da se boste o tem tudi pogovorili. Ta druga stvar je pa res, da le malo nepričakovano vam padla, ne, v zvezi s to željo, da se nekako uredi komunikacijski kanal, ampak saj pravzaprav to ste tudi vi sami v preteklosti počeli. Tajnica je klicala, ki je hotla, ne, zdaj pa oni pravijo, samo mogoče tisti kanal ni dober, dajmo se zmeniti za enega boljšega. Ni problem. Tukaj jaz ne vidim, mislim, da bi bila taka huda stvar. A kaj narobe razumem ali smo tle? Ok.
Pa bi vas pa vabil tako resnica, ne, kako si vi, jaz bi pa to, ne, vas vzpodbudil, to poročanje, objektivno poročanje delo centra socialno. Vi ste rekli, vas zanima, kako bi vi to predstavili, a ne zato, ker je skrb medija, to lahko rečem, a ne še izločenih sestankov, je ta, da oni seveda želijo objektivno informirati, ne želijo pa zdaj, da bi to izgledali kot neko opravičevanje za nazaj, ampak želijo čisto preprosto objektivne informacije. Ne bi radi prestopili to v nek EPP. In tudi jaz vas nisem razumel, da vi želite, da se neki promocijski teksti delajo, pa nek marketing, ampak samo, da bi ljudje razumeli, koliko velik dela, velikih odgovornosti, izgorelosti je na vaši strani, pa hkrati bene hvaležnosti pa razumevanja, niti razumevanja, ne samo hvaležnosti. Ja, kakšni ukrepi so vse potrebni. In želite, da s tem, da mogoče, ko bi javnost to zvedla, da bi razumela, kako je res težko, kako hiter, ali prehiter ali pa prepozen vzameš otroka. Da je to problem. Lahko to naredimo, ni problem. Tudi lahko kakšno statistiko pripravite. Mogoče bi bilo smiselno, da se potem pripravi nek intervju z gospo o tem, kaj se naredi, kot CSD dobi prijavo o zanemarjanju otroka, kakšen je postopek reševanja tega, kakšne težave so, in kakšne so tudi izkušnje, glede na novo zakonodajo. A vam je to v redu? Ja, v redu je, samo pač mi bi avtorizirala, preden se objavlja, pač preberemo intervju in potem... Kaj pa vi pravite? Soglašate. Ja, odlično. Da bi bil intervju o tem, kako se, zdaj pa kar, da se že osnutek poravnave napišemo, intervju z direktorico, Pa boste vi to spravili? Kako Dajmo to pustiti malo se opravi ukrep odvzema otroka po družinskem zakoniku, intervju, kdaj bi bil ta intervju, naslednji številki že ali... Ja, se veste, mi smo dnevnik, tako hiter ne moremo, ampak realno bi bilo, danes je sreda, ponedeljek, torek. Ponedeljek, vam je tudi pomembno, ste rekli že od začetka, ponedeljek ali torek, a ćemo reči do torka, najkasneje do torka. Lahko. Najkasneje do 12. torka, 12. 11. 2019. Pa mogoče še zapišemo, da soglašate, da bi komunikacija glede vprašanj, Ja, seveda. Prvo avtoriziran intervju. Ja, pardon. Pa še obseg, mogoče če dorečemo, da ne bo tukaj potem avtorizacija o obsegu intervjuja napačnih pričakovanj, v kakšnem obsegu se Mi pogovarjamo. delamo 20,000 znakov s presledki, en tak maksimum, tako da se mi... bi to bilo 20,000 znakov s presledki, pa komunikacija, Preko e-pošte. preko e-pošte, Kar naslov povejte. csd.blisk@gov.si. Evo, odlično. Ja, to je to, pa vsaka stranka. No, pa nobenih zahtevkov iz tega primera več, ne? Da s to sodno poravnavo So rešeni. so rešeni vsi zahtevki iz dogodka za dne. Daj, tisto bilo iz tožbe, če mi pomagate. 2018, pa še stroški nam ostanejo. Vsaka svoje stroške, Vsaka stranka krije svoje stroške, pa še dobite takso, polovico takse za tožbo povrnjeno od države. In tudi tožeča stranka uveljavlja vračilo polovice sodne takse za tožbo. Ja, če je to, gremo k sodniku in se to zapiše in ste rešeni svojih muk. Ja, dovolite, pol, da vam čestitamo. Ne vem, a je možno, da si še pred tem vidva sežeta v roke? Ni problem. Prosim. Hvala lepa, kolegica. Hvala lepa, kolegica. Tako. Še
vprašalnike razdeliva. Ja, prosim, vprašalnik za stranke. Ocena najnega dela in A to moramo reči, samega ali lahko postopka. kasneje? Lahko kasneje, anonimno in pa pošljete na službo, na pa je, sodišče ali pa tudi odvetnikom dajte, pa bojo oni. Kar meni dajte, pa bomo. Pa še, da smo zaključili, a ne, danes ob 14:30, da se ve, kako je stroški in gledajte, vse to bo nosila država, nimate nič stroškov s to mediacijo, ker smo zaključili v 3 urah. Tako. Dobro, hvala lepa. Hvala. To je to, a ne? A To je boste to. ti na koncu povedal kakšno besedo o skupnih interesih? Ja, zdaj, torej, hvala, ker ste bili super auditoriji in ste se samo enkrat zasmejali vmes, tako da verjamem, da bo film odličen. Zdaj, kratko analizo bi skupaj naredili, no? Ja. In sicer ta prvo, ne, o tem, kakšne so bile pozicije. Ne? Zdaj, če zanemarimo, kakšni bi bili uspehi na sodišču, ne, to pomeni, oni bi v najboljšem primeru pač se obranili zahtevka, pa dobili, kako že reče sodišče, potrebne stroške nazaj. Ja? Oni bi v najboljšem primeru sicer dobili kakšno odškodnino, tako roko na srce zelo, zelo težko, ampak ne bi jo recimo. Obravnava bi pač se sukala gotovo okoli tega, je bil telefon ali ni bil telefon. Dokazi bi se izvajali. Dokazen postopek bi bil. Soseda, kaj je povedala? Pa vmes bila poročanja, to pomeni v vsaki obravnavi, ki bi se zgodila, bi se pogrevala stara juha, oziroma, kakor je naša direktorica Valerija rekla, bi bila spet polita s tistim, kar je še ostalo nepolitega po njej. Tako da, kar se je pa zdaj zgodilo, pravzaprav je pa tiska mediatorji učimo iz pozicije, od spodaj je pač ledena gora, od spodaj so interesi, in interesi so bili tisti, ki so omogočali, da so se stranke združile. In sicer njihov interes potem, da se ne piše samo slabo, ker vendarle, vsi vemo, vsi, ki delamo, naredimo veliko dobrega in vsi naredimo tudi nekaj slabega, da se tudi ta veliko dobrega pokaže. In po drugi strani, seveda, novinarji ne bojo nikoli pristali na to, da se jih utiša, to je pravzaprav njihova svoboda, njihov poklic, poslanstvo, ga jemljajo zelo odgovorno in tako je prav, in seveda oni lahko pišejo objektivne stvari in resnico in takole se utišati, iz izkušenj povem, kadar mediraš novinarja, da kako se bo on zavezal, kaj ne bo več pisal, tega ne bo ben novinar podpisal nikoli. Tako da toliko imamo med pozicijami in interesi. Zdaj, kaj pravzaprav mogoče, naši nominiranci za Oskarja, si vsekakor zaslužijo najmanj Borštnikov prstan, mogoče bi sami povedali tako, kaj se vam zdi, ko ste padli v te vaše vloge, ki ste jih igrali, kaj je bila tista dobljena stvar, ki ste jo dobili in vam pravzaprav pomenen plus? Misliš kot Stranka. Kot direktorica, pa kot novinar. Ja, v bistvu stranka, seveda, CSD gotovo ne gre za denar, tle je šlo za maščevanje čisto, pač vi ste nas udarili po tistem, kar nas najboli, mi bomo pa vas. In potem, ko smo se dogovorili kot direktorica, sem seveda dosegla to, da sem pred svojimi zaposlenimi lahko dobila možnost, da bo njihovo delo predvsem pač dobro predstavljeno. Za tisti interes, ki pač mogoče ni bilo toliko zelo, ni bil izpostavljen, pa bil navržen, pa bil tudi to, da sem svojo pozicijo za kandidaturo za ponovno mesto direktorice ojačala s tem, da sem lahko v medijih povedala, da delamo v redu. Kar seveda se ni zelo obešalo na veliki zvon, ampak je bil pomemben moment pri tem, da sem se lahko lažje odpovedala maščevanju. Ker sem s tem več dobila, kot pa s tem, da bi pač vztrajala pri denarju. In sodni postopek gotovo ne bi bil zaključen do takrat, ko bi odločalo o tvojem imenovanju. In sem jaz seveda vedno z novim poročanjem, s tem, da je Center za socialno delo v sporu, bi se moja pozicija kot direktorice manjšala. Pač moramo biti odkriti, v mediacijah je zelo dostikrat, ali pa praviloma oseben interes tisti, ki pač stranke žene. Dostikrat ga ne povejo zelo na glas, ga samo navržejo. Tako da, pač to je moja izkušnja kot mediatorka. Ja, lahko midva nikoli ne bi izvedela tega, da si ti imela odprt ta postopek, Ja.
Zdaj, jaz kot novinar sem se počutil kar dosti superiorno, moram reči, ne? Ker novinarji so dosti zaščiteni v naši državi. Pač novinarji se tako počutijo. Ja, in so vsi, če ne prej, pa na Evropskem sodišču bi zmagali. Ne? V Salzburgu. Salzburgu, ja. Skratka, šlo mi je res za to, da mogoče na najmanj boleč način se izognemo najmanjši možnosti, da pa res neka sodba, saj kle v slovenskem krogu pride negativna za naš časopis. To je pod eno. Pod drugo pa zdaj, ker sem res se dosti doživel to vlogo, moram pa pohvaliti oba mediatorja, ker sta res tako lepo pelala, moram reči, no, jaz sem občutek res, da sem na mediaciji in tako lepo pelala in v bistvu odstirala, ne, eno plast za drugo, tako da na koncu je bila ta interes tako očiten, da ga je bilo z lahkoto sprejeto. Mediacija je nevtralen postopek, v katerem nevtralna tretja oseba, mediator, pomaga strankama, da najdeta tisto rešitev spora, ki je za njiju najboljša. Gre za mirno rešitev spora. Center za socialno delo toži medijsko hišo in odgovornega urednika na plačilo odškodnine in na objavo opravičila. V mediaciji predstavljam Center za socialno delo kot direktorica. Sicer je zahtevek za plačilo, objavo sodbe in opravičilo zaradi neutemeljenih objav, vendar je mediacija meni kot direktorici in Centru za socialno delo omogočila, da se izognem napornemu sodnemu postopku, ki bi zadeve v javnosti najbrž še poslabšal in dosežem tisto, kar je interes Centra za socialno delo, to je objektivno poročanje o njegovem delu. Tudi o delu mojih zaposlenih, ki so z vsakodnevnim delom na centru izjemno obremenjeni in so bili zaradi takega poročanja prizadeti. Mediacija je omogočila, da smo to dosegli. V tej mediaciji sem bil tožena stranka, glavni urednik in novinar, ki je bil tožen. Moram reči, da sem na mediacijo pristal po nasvetu svoje odvetnice in ker sem v postopku s pomočjo obeh mediatorjev dosegel svoj temeljni interes, sem se na koncu odločil in podpisal poravnavo. Za razliko od sodnega postopka, kjer sodišče odloča, kdo ima prav in kdo ne, v mediacijskem postopku ne gre za to, katera stranka ima prav, katera bo zmagala, katera bo izgubila, ampak gre za to, da v zaupnem postopku, to pomeni v postopku, kjer se vse informacije skrbno hranijo in zakon ščiti stranke, da so njihove izmenjane informacije zaupne narave, torej da ne pridejo iz varnega mediacijskega prostora. Na ekonomičen način, to pomeni na hiter, zgoščen, učinkovit, tako z vidika časa kot denarja in zlasti tudi prostovoljen, to pomeni mediacija je prostovoljen postopek, v katerem stranke same odločajo o tem, ali bodo v mediaciji, kako dolgo bodo sodelovali, na kakšen način bodo sodelovali in lahko vsak trenutek tudi soglasje umaknejo. S tem se, za razliko od sodnega postopka, v mediaciji strankam v resnici da v roke, da same samostojno in odgovorno odločajo o usodi njihovega konflikta in lahko izkoristijo, da se rešitev, ki jo najdejo v mediaciji, obnese bistveno bolje, kakor sodna odločitev. In to je pravzaprav največja dodana vrednost mediacije.